prijatelju slovo. Življenje, to je dar narave. Teče nam prav vsem lepo. Kakor voda gre med prsti, dokler ne vzajemo slovo. Slovo tako ali drugačno. Vse nas, kdaj pa kdaj boli. Tole zadnje, res je mračno. Misli, dušo ti umori. Z vsem te spoštovanjem izrekam hvala zdaj za vse. Končuje tvoje potovanje, se v naročje Materje Zemlje. Naj ti ta ne bo pretežka in naj dobro skrivate, da prijatelj naš predragi, ti tam v njej spočiješ se z Bogom. Blaž Bregant, Novo življenje. Po poškodbi sem se zelo raznežil, prišlo je do novega začetka življenja. Potem, ko so me preselili v ZUDV Dornava, na okrevanje, sem se dolgo spraševal, zakaj takšna odločitev moje partnerke. Sedaj, ko sem tukaj že 18 mesecev, to razumem, postal sem povsem drug človek, v zadovoljstvo mi je stanovati v ustanovi in samo sebi to komaj verjamem, koliko se da, tudi sam pomagam zlasti pri Že zjutraj o tebi razmišljati sem začela, a ne vem, kako do tebe bi prispela. Ali naj peš odpravim se, da poiščem te tam, kjer naroča mi moje srce. Moje srce potrebuje te, saj pri tebi najbolj varno je. Klavdija Bogdan, Mednarodni dan invalidov, odlomek. Moji načrti, kaj bom počela v življenju, so bili popolnoma drugačni od resničnosti, ki jo doživljam danes. Zelo sem si želela študirati. Bila sem sprejeta na študij javne uprave, vendar družina ni imela denarja, da bi mi to omogočila. Moj odhod v Ljubljano bi pomenil, da bi poleg vseh stroškov študija morala imeti ob sebi ves čas spremljevalca, ki bi ga prav tako morali plačati sami. Zato sem z velikim razočaranjem ostala doma. V tem času sem spoznala, da je v našem okolju težko biti invalid. Vse ideje o samostojnosti in pravicah so se razblinile. Milan Fašink, športni vikend v Puli. V Puli smo bili 3 dni. Imeli smo se super in lepo. In v Puli smo bili Milan, Aleš, Srečko, Primož, Milena in čez poletje smo pritekli tudi poznali smo nove prijatelje iz Črne na Koroškem, z Radovljice in z Dobrne. V soboto in v nedeljo sem pretekal 10 km in utrujen nisem bil. Prebrala vam bom odlomek naše zgodbice. Avtorji so Andreja Žebela, Dominka Canko, Milan Fašnik, Martina Ban, Danica Bargazon,
Emeršič Branko, Aleksandra Lazarević, Klavdija Bogdan in Blaž Bregant. Vila Aleksandra. V mestecu, ki je bilo bolj podobno vasi kot pravemu mestu, je živela Ana Marija, vitalna 44-letna, samozavestna in prijazna ženska, ki je bila od svojega rojstva klenjena na invalidski voziček. Nekega dne se je odločila, da bo šla na terapevtsko jahanje. Dominika Cajanko. Pomlad. Na pomlad, ko vse ozeleni, vsak si srečo želi in po ljubezni hrepeni. Kukavica prileti, kratek čas v svojem gnezdu preživi, jajčica svoja pa v tuje gnezdo položi. Pomlad močno kmeta veseli, saj mora priznati si, da v naravo že dolgo želi. Delo ga zares obogati, ker ve, da v jeseni veliko sadov dobi, če pridno zanje vse leto skrbi.